Živijo, bolj tukaj, gled, slon easy. Jaz tukaj razlagam slon na najbolj easy način. Kot vidite, ni tukaj nekjer okoli table. Bomo pa vseeno imeli slovenščino, ker se bomo učili, kako zapisujemo recepte. Ampak ne bomo samo pač tam se učili, kako jih zapišemo, ne, da bomo gledali recepte pa jih zapisovali. Danes ne bomo imeli sodobne priprave hrane, bomo imeli pa malo bolj tako starinsko pripravo hrane, ne, zato ker bomo pripravljali jed, ki v bistvu pač mi rečemo mineštra, ampak moja prababi mi je pa govorila pašta šuta. Oziroma, ja, pač ta jed je čisto easy, da jo pripravite, ne, jo lahko pripravite vi sami za svoje starše ali pa družino, ne, in če ne pojeste celo, date lahko v hladilnik, pa jo imate še za naslednji dan, torej to je tudi ful super. Glavno, začnemo pač s tem, da imamo sestavine, ne. Najprej imamo sušene kosti. Pač, te so že oprane, ne, ampak jih je pa nujno treba oprati. Sem jih prejle že opral. Ali pa lahko imamo tudi zašinek, ne. Pol rabimo rjavi fižol. Jaz imam tukajle 3 pločevinke rjavega fižola. Rabimo tudi makarone, ne, teli pač polžki, ki so tako udrobljeni, ne. Ti so najboljši zato, ker ujamejo okus. Moja prava je bil uporabljala normalne makarone, jaz sem pa uporabil pirine, zato ker so to pač pirini makaroni, ne, ki jih imamo zdajle doma. Torej rabili bomo pač česen, a ne, pol majhno čebulo oziroma šarlotko. Rabili bomo tudi jušno kocko. In rabili bomo pač nož, da bomo lahko vse te stvari narezali, pa kuhalnico, ki pač bi bilo fajn, če bi uporabljal leseno, ker tako je tudi moja prababi kuhala z leseno, ker nekako bilo prav zapovedano, da uporabiš leseno za mineštro. Začnemo s tem, da v velik lonec natočimo vodo in pol bomo noter dali te sušene kosti, da jih prekuhamo, ker če jih ne, imajo lahko čisto preveč okusa in v bistvu povozijo okus fižola, česna, čebule, vsega ostalega v bistvu. Okej, zdaj pa, ker je tukaj že vse zavrelo, ne, bom vzel dol pokrovko, pa jo bom s hrpo vzel, ker ta ročaj je železen, pa nočem, da se speče. Pol bomo pokrovko tako odložili in bomo vzel vsak eno kost, takole, in jo bom previdno položil čisto do dna, pol bom pa šele spustil, a ne. Zdaj pa vzamemo spet pokrovko, previdno seveda, in položimo nazaj gor. V bistvu zdaj pa, ko damo gor pokrovko, a ne, zmanjšamo pač na električnem štedilniku na 3, pa pustimo, da tako 15 minut zdaj vre. Okej, evo, zdaj pa v bistvu vzamemo čebulo, olupimo ta olupek dol, pa jo narežemo najprej na pol, pol pa na te drobne koščke, a ne. Ampak dam vam še en nasvet. Kadar režete čebulo, oči malo priprite takole, pa jezik si pač čisto na vrh ust potisnite, zato ker to naredi, da ali sploh ne boste jokali, ali pa da boste komaj kaj čutili, da pač čebula sploh kaj peče, ne. In to bom tudi zdajle naredil. Evo, zdaj bom pač spet dal jezik na vrh, a ne, da me ne bo pekel. In kot vidite, imamo zdaj tukajle majhne koščke čebule. Okej, evo, zdaj pa še česen, pa tukaj imam tudi še en trik, kako lahko naredite v bistvu, da ima česen več okusa, ne. Imamo tukajle par strokov česna, še vzamem enega dol, naredite, odrežete ta vrhnji del, oziroma tega tukajle, odrežete dol. Pa jaz dam pač, ker sem noter, ker imam to tukaj zdaj za smeti, a ne. Pol pa takole vzamete, date nož gor, pa ga speštate, ker pol dobi in več okusa in lažje ga dobite ven iz tega pač olupka njegovega. In zdaj bom pač to naredil na 5 česnih in se vidimo, ko jih bom. In kot vidite, imam zdaj tukajle 5 česnov. Evo, zdaj pa bomo vzeli pač cedilo, a ne, ker bomo odprli naše 3 fižole, sem jih že, in jih bomo v bistvu precedili pa malo še pripravili. Pa kar vse stresemo noter.
Pa kadar pač fižol odpirate, boste previdni za tega, ker te pač pločevinaste deli, ne, pokrov od pločevink, steli so lahko kar precej ostri, pa boste pač previdni, da se ne urežete. Zdaj bom sam še pogledal, če sem vse fižole noter dal. In evo, zdaj bomo pa pač odprli vodo, ne, dvignemo fižol in jih bomo malo prepravili. Pa zdaj tudi cela kuhna diši po unih kosteh, ki sem jih prej dal kuhati. Pa si lahko tudi odprete pač napo, da na celo stanovanje imelo bom potem, ne. Ali pa si samo tako strešno okno odprete, tako kot sem si ga jaz. Evo, zdaj, ko smo ta fižol pripravili, ga malo cedimo, da ne bo povsod pokapljalo. Da tega, ker čistoča je tudi zelo pomembna. In zdaj bomo vzeli to posodo, damo bližje. In zdaj pa ves ta fižol precedimo, oziroma damo sem noter. Evo, zdaj, ko je pa 15 minut že minilo, ne, vam tole spet dol odmaknil, pa že spet sem uporabil krpo, da se nisem spekel, bom to dal sem noter, da ne bo povsod pokapljalo, ker je bilo pač skondenzirano. Tukaj, ko smo imeli prej noter smeti, sem zdaj to dal ven smeti pa splaknil in bomo kosti počasi dali zdaj ven, eno pa po eno, bom najprej takole malo, da se že odsedijo in pol prestavil. Pa tudi zdajle boste ful previdni, ker in kosti in voda na njih zdajle je čist vrela, da se ne boste po nesrečki spekli. Evo, in zdaj, ko smo pa vse 4 kosti dali ven, pa gremo na naslednji korak. Evo, zdaj pa vzamemo to posodo, ker bomo vodo odtekli, oziroma odtočili in bomo pol jo še opravili. Pa tudi zdajle boste zelo previdni za tega, ker je tudi ne samo vroča voda, ampak tudi vroča par. In zdaj bomo to posodo še opravili. Evo, zdaj pa, ko smo posodo opravili, ne, se niti ne rabimo toliko potruditi, zaradi ker rabimo imeti toliko oprano, da damo lahko noter oljčno olje. In verjetno že slišite, sem noter sem dal pač kapljico oljčnega olja in pač čebulo daste v sredino tega olja in če začne cvrčati, ker tukaj tudi je, potem veste, da je pač že dovolj segreta ponev in da daste lahko noter oljčno olje. Za eno tako kuhalnico oziroma za 2 žlici. Evo, damo zdaj noter oljčno olje. Pol pa pazimo tole, da si ne bomo pokapljali celega pulta. Evo, zdaj pa bomo vzeli vso čebulo in jo bomo v bistvu začeli noter mešati v tem oljčnem olju. Pa previdni bodite, da vam ne bo kaj pošpricalo v oči ali pa po roki, zaradi ker je to vrelo olje. Evo, zdaj pa česne primemo, pa jih tudi kar noter dodamo, pa jih pustimo kar v celih kosih. Zdaj pa to še naprej premešamo, dokler čebula ni tako malo zlatasto rjava. Evo, zdaj pa previdno tole tako odložimo, pa vzamemo fižol in bomo zdaj fižol kar noter stresli. Zdaj pa vzamemo eno to pač isto posodo, pa jo napolnimo z vodo to, kot smo imeli noter fižola. Pa ne rabite jo nič oprati, zaradi tega, ker bomo tako to skupaj dali. Evo, zdaj pa nehaj cvrčati. In vzamemo še učno kocko, pa damo kar celo noter. Pa kako to zdaj diši. Pol, ko bomo pa to vse čisto premešali, pa bomo vzeli kosti in jih spet dali noter. Pa že spet previdno, da ne bo pljusknilo. Zdajle ful to diši, pa sploh še ni dokončan. Evo, zdaj, ko je to tako premešano, bom spet to si odmaknil in bomo vzeli kosti, pa jih previdno dali noter, ker zdaj so se malo tudi že ohladile. In zdaj, ko so pa vse kosti noter, jih pa malo tako razporedimo, da bojo bile večinoma pokrite z vodo.
daš spet na 3 in pustiš to vreti. Pokrijemo, ne? Počakaj, da zavre. Zdaj pa bomo to pač počakali, da zavre, pol bomo zmanjšali spet na stopnjo 3 na električnem štedilniku, pa bomo pol pokrili s pokrovko. Zdaj sem pa še roke prav. Evo, zdaj pa, ko smo to dali, bomo pač pustili, da zavre. Pa bomo tudi pult pospravili za sabo, ne. Tole desko bomo sem jaz takole nastavil, da bom pol dal v pralni stroj, nož tudi, malo bom sam splaknil. Tudi posodo, oljčno olje zdaj pospravimo. In zdaj pa pač vzamem še tole srebrno, ki je pa prav tako narejeno, da se te stvari lahko gor odlagajo, ne. In pol pa v bistvu samo še eno pokrovko bomo rabili, to je tale, ta steklena. Tole pa lahko zdaj tudi pripravimo, da bo šla kar v pralni stroj, v pač pomivalni stroj. Zdaj pa to začeli vreti, pa bomo vzeli pokrovko, ki se je zdaj že ohladila, bomo pokrili in bomo na električnem štedilniku zmanjšali na 3 in pustili, da bomo 45 minut zdaj to vreli. Tole bom pa spet sem odmaknil na to stojalo za pač te pripomočke. Zdaj pa 45 minut to vre na stopnji 3 na električnem štedilniku s pokrito pokrovko. Evo, zdaj 45 minut že minilo, ne, to je ves čas vmes vrelo in ko bi lahko vedeli, kako to zdajle diši, škoda, da vam ne morem poslati tega vonja. Zdaj bom pač spet vzel krpo, bom dol dal pokrovko, zaradi tega, ker bomo dolili vodo. Dolil bom jaz zdajle še eno to posodo vode, pa dajte kakšno tako pač toplo, vročo ali pa vrelo vodo, da lahko in štedilnik manj energije porabi in da bo hitreje dokončano, ne. In zdaj pa gremo še na naslednji korak. Bomo pa tudi zdaj tole spet zaprli. Evo, zdaj vzamemo pač makarone, jih bomo odprli, ne. In jih bomo stresli not. Pol bomo pa zelo, zelo dobro premešali, da bojo makaroni dobili okus, ne. Zdaj spet krpo vzamemo, previdno damo dol, damo not makarone. Tole, kar odložimo, bomo pol kasneje še dali smetje, ne. Vzamemo tukaj kuhalnico in zdaj pa vse te makarone potopimo. Evo, zdaj, ko smo to naredili, vzamemo pokrovko, pokrijemo pa še za 15 minut pustimo, da vre. Pa naj nas ne skrbi, če se makaroni razkuhajo, zaradi tega, ker se morajo razkuhati, glih to je point. Evo, zdaj 15 minut že minilo in imamo še ta zadnji del kuhanja. Zdaj bomo vzeli krpo, ki mi jo je mami vzela, a ne mami, ki mi ona zdajle malo še pomaga, da nam kaj narobe naredil. Bomo vzeli tukajle pokrovko in v bistvu vam bom pokazal, veste. Že tukajle tale rebra, vidite, kako se prav že nekako samo od sebe odpira, to je zelo, zelo, zelo dober znak. Zdaj pa že dobesedno čista zadnja stvar, ki jo rabite narediti, je to, da date noter kuhalnico, takole, in zdaj to pustite 15 minut, da stoji. Pa kuhalnica rabi takole stati pač, da je takole, ne. In če kuhalnica slučajno pade, to pomeni, da ni dovolj gosto. Ampak če pa zdaj kuhalnica takole stoji, 15 minut na 3. stopnji, pol je to, lahko greste jesti. Pa če vam kaj ostane, dajte rajši v hladilnik, verjemite mi, naslednji dan je še boljši, naslednji dan samo pogrejte, pa je še boljši. Daj mi izkušen.